Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovana direktorica Regionalne razvojne agencije, podjetniki in podjetnice, cenjeni gostje, spoštovani poslanec Državnega zbora, sem to drugi že povedal? Ne? Spoštovani Trboveljčanke in Trboveljčani. Izjemno sem vesel, da sem danes tukaj z vami ob tem pomembnem trenutku, ko simbolično polagamo temeljni kamen za obrtno-industrijsko cono Lakonca, projekt, ki pomeni začetek nove, dobre zgodbe za Trbovlje, za Zasavje in za Slovenijo. Obrtno-industrijska cona Lakonca je eden od projektov, ki se bo izvajal s pomočjo sredstev Sklada za pravični prehod. Izbran je bil v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v zasavski premogovni regiji v obdobju 2023-2026. Gre za pomembno naložbo, tako finančno kot tudi razvojno. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa skupaj z dodatki iz dogovora za razvoj regij znaša več kot 12,4 milijona evrov. Veseli me, da je bil največji delež, kar 9,36 milijona evrov, namenjen prav projektu obrtne cone Lakonca. Ob njem sta bila uspešno podprta še projekta poslovna cona Kisovec 2 v občini Zagorje ob Savi v višini 1,5 milijona evra in poslovna cona Rudnik v občini Hrastnik v višini 1,56 milijona evrov. Poleg tega je bil iz tega sklada v okviru ločenega razpisa odobren še projekt podjetniškega inkubatorja Compress House v Hrastniku v višini 600 000 evrov. Spoštovani in spoštovani, ti projekti ne pomenijo le investicije v zidove in v infrastrukturo. Pomenijo vlaganje v prihodnost regije, pomenijo nova delovna mesta, razvoj podjetništva, ohranjanje znanja in talenta v domačem okolju. In kar je najpomembneje, daje ljudem razlog, da ostanejo, ustvarjajo in s ponosom živijo tukaj. Sklad za pravični prehod je bil ustanovljen z jasnimi cilji, da regijam, ki so bile močno zaznamovane z rudarstvom in industrijo, v preteklosti ponudimo nov razvojni zagon, da omogočimo preobrazbo na zelen, vključujoč in predvsem pravičen način. Vendar pravičen prehod ni zgolj vprašanje denarja. Pravičen prehod pomeni predvsem to, da podpiramo ukrepe, ki temeljijo na potrebah lokalnega prebivalstva. Zato se kot vlada in kot ministrstvo strogo držimo načela. Nič o vas brez vas. Uspeh pravičnega prehoda bo merjen s tem, kako kakovostno bodo ljudje živeli čez 10 ali 20 let. In prepričan sem, da bodo današnji temelji, kot je tukaj v Trbovljah, trdni, vizionarski in dolgoročno učinkoviti. Spoštovane in spoštovani, jutri pravzaprav ponedeljek, se na visokem političnem nivoju odvija srečanje ministrov in predstavnikov premogovniških regij v Koninu na Poljskem. Ena od pomembnih tem, o katerih se bomo pogovarjali, ali najpomembnejša tema, bo kako naprej. Ali v naslednji finančni perspektivi ohraniti sklad za pravičen prehod za premogovniške regije, in tukaj je stališče Slovenije popolnoma jasno, da. To se pravi, za finančno perspektivo, ki se konča leto 2027, nadaljujemo z pravičnim prehodom tudi v leto 2028-2034. O tem smo se z ministri za kohezijo in regionalni razvoj držav članic praktično poenotili. Kajti te regije rabijo zagon rabijo s pomočjo evropskih sredstev. Nova finančna perspektiva, ki jo sedaj že temeljito pripravljamo, včeraj smo na vladi sprejeli izhodišča za novo finančno perspektivo 2028-2034,
bo na kohezijskem delu prinesla manj denarja. Zdaj, lahko je to dobra novica, zaradi tega, ker se Slovenija razvija že počasi na tisto stopnjo, ko ne bo več neto prejemnica, ampak denarja bo vsekakor manj. Bodo pa prioritete drugačne in prioritete gredo predvsem v smeri večje konkurenčnosti evropskega in regijskega gospodarstva. In to, kar mene še posebej veseli in kar sem prvi trenutek podprl in kar podpira tudi slovenska vlada, tako imenovan program cenovno dostopnih stanovanj za mlade družine. Ne samo v velikih mestih, tam, kjer imajo investitorji profit, ampak tudi v manjših mestih, v manjših občinah. In to, kar je dobra novica, ko sem govoril o skladu za pravičen prehod, tudi iz sklada za pravičen prehod bo po programu, ki je v pripravi, mogoče graditi cenovno dostopna stanovanja v premogovniških regijah. Jaz mislim, da je to resnično dobra novica. Pogostokrat slišim očitek, Slovenija je na zadnjem mestu glede črpanja evropskih sredstev. Ostro moram to zanikati, kajti finančna perspektiva, v kateri smo sedaj, čeprav se imenuje 21-27, se je začela februarja leta 2023. Ta trenutek ima Slovenija v fazi odločitve o podpori, se pravi pripravljenih projektov za 1,3 milijarde evrov. In zagon se je začel, pogostokrat pa pozabljamo, da smo praktično bili leto dni v šoku zaradi največje naravne katastrofe, kjer smo uspešno počrpali 428,5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz solidarnostnega sklada. Prejšnji teden sem bil s predstavniki Evropske komisije v Črni na Koroškem in v Črni na Koroškem je gradbeno mravljišče. Tam se resnično sanacija po poplavah izvaja. Dragi Trbovčanke in Trbovčani, spoštovani vsi navzoči, izjemno sem ponosen, da ste izbrali pot razvoja. Pot, na kateri boste ustvarjali priložnosti ne le zase, temveč tudi za prihodne generacije. Ta projekt je vaš in naj bo zgled za celotno regijo in tudi širše. Hvala vam in veliko uspeha v prihodnje. Srečno!